Lepo pozdravljeni, sem Mojca iz pisarne Esero Slovenija in sicer sem koordinatorka za izobraževanje in danes bi vam rada malo predstavila našo novo aktivnost, s katero bomo začeli v naslednjem šolskem letu, se pravi šolsko leto 2026-2027 in sicer šolski vesoljski klubi. Zdaj prvo bomo šli malo skozi, kaj sploh taki klubi naj bi bili. Zadali smo si neki cilj, da bi razvili dejavnost oziroma klub, na katerega bi se učenci z veseljem vračali vsako uro, oziroma komaj čakali na naslednjo uro, učiteljem oziroma mentorjem pa se na to uro ne bi bilo treba pripravljati. Zdaj, kako naj bi to izgledalo v praksi? Oziroma, zakaj bi šola sploh želela imeti ta klub? Kot prvo vprašanje, ki ga bomo zdaj skupaj odgovorili. Opazili smo, da dostikrat učenci imajo neke interese s področja STEM oziroma tudi s področja vesoljskih tehnologij, kar jih malo bolj motivira k nekemu raziskovanju, ampak nimajo možnosti za izražanje teh interesov v okviru učnega načrta oziroma šolskih ur. Hkrati pa interes za področje STEM zelo pada po 5. razredu. Zdaj, da bi oba ta problema nekako rešili, smo si zastavili ta klub oziroma krožek, ki ne bi izgledal kot dodaten pouk, kjer mentor razlaga, učenci pa poslušajo, ampak je zastavljeno prav na ta način, da krepi to neko notranjo motivacijo učencev do raziskovanja, do odkrivanja, do spoznavanja teh tem, hkrati pa jih ne omejuje. Se pravi, ni omejeno, ni določeno, kako bi naj oni rešili stvari, kaj naj delajo, da pridejo do rešitve, ampak imajo res možnost razmišljati izven škatle in priti do lastnih ugotovitev. Se pravi, klub ni dodatni predmet, ampak je kot nek prostor za radovednost. Potem, kaj so klubi v praksi? Se pravi, obseg dela bi bil približno 4 šolske ure vsak mesec, zastavljeno pa je v obliki mesečnih misij. Začeli bi septembra, končali bi aprila, to je, se pravi, 8 mesečnih misij tekom šolskega leta, v katerih učenci dobijo različne naloge z zelo različnih področij, vse pa je nekako navezano na vesolje. Zdaj, to vesolje ni osrednja tema raziskovanja, je pa kot nek motivator. Se pravi, kot neka nadpomenka za vse te dejavnosti, ki učence malo bolj motivira, malo jim da tega zagona, ker so jim ponavadi teme o vesoljski tehnologiji kar zanimive. Vse je vnaprej pripravljeno, mentor ni v vlogi predavatelja, ne razlaga snovi, ampak samo opazuje, spodbuja in pa organizira prostor. Tekom leta in z reševanjem misij bodo učenci tudi zbirali točke. Zdaj, ta točkovnik bo zastavljen tako, da bo ocenjevanje objektivne narave, se pravi, misija ali opravljena ali neopravljena, ne bo subjektivnega ocenjevanja končnih izdelkov. Bodo pa potem za najboljše klube določene tudi zaključne nagrade in pa dogodki za udeležence. Zdaj, to točkovanje, v bistvu, da bi vseeno nekako lahko diferencirali te klube med seboj in na koncu imeli neke zmagovalce, smo si to zastavili tako, da bojo oni neko osnovo točk dobili iz teh misij, ki jih dobijo vsak mesec, potem bojo pa na voljo še dodatne naloge, izbirne, ki jih bodo lahko reševali in dobili dodatne točke, oziroma vključitev v različne projekte bo prinesla dodatne točke, različne stvari. Zdaj, sodelovanje v klubih je možno tudi brez tekmovanja, lahko se vključi šola, učenci,
pa pač samo rešujejo te mesečne misije, nas obvestijo, da ne želijo tekmovati in je to. S tem pa pač se nekako ne odpovejo, ampak pač potem ne morejo dobiti zaključne nagrade. Zdaj, kaj pa dejansko dela ta učitelj oziroma mentor? Naloga mentorja je, da zagotovi prostor, se pravi neko primerno učilnico, potem vodi samo skupino, krepi veščine pri učencih, katere v okviru normalnega učnega načrta niso toliko obdelane, recimo bolj raziskovanje, sodelovanje, izražanje, reševanje problemov. Se pravi, res kot nek mentor, ki jih vodi, potem vsa komunikacija poteka preko mentorja do nas. Mi pošljemo mentorju vso gradivo in potem tudi izdelke pošlje mentor nam. Se pravi, mi ne komuniciramo direktno z učenci ali dijaki. In pa seveda naloga mentorja je, da podpira učence. Zdaj, kaj pa pripravi Esero, pisarna? Pripravimo vam vso vsebino, vsa navodila, tudi delovne liste, ves material, ki ga potrebujete za izvedbo teh misij mesečnih, in pa stalno imate tudi našo podporo. Zdaj, če se vam tekom meseca pojavijo kakšna vprašanja, smo vam vedno na voljo preko maila, preko telefonskega klica. Tako da vaše priprave na uro so res minimalne oziroma sploh niso potrebne. Učenci v teh misijah spoznavajo res zelo različne teme. Vse smo nekako povezali z vesoljsko tehnologijo, kot sem že omenila, kot nek motivator. Ampak so pokrita tudi marsikatera druga področja. Zdaj, tukaj imam samo 3 primere. Recimo, ena mesečna misija bo, da bodo morali vzpostaviti radio zvezo z enim radioamaterjem, ki sodeluje z nami, oziroma lahko bodo vzpostavili radio zvezo med šolami, se pravi, naučili se bodo ustrezne komunikacije, spoznavali bodo valovanje, reševanje problemov. Potem še en primer je vesoljska moda, ta je malo bolj taka zabavna, da bodo morali razviti svoj 3D model neke vesoljske obleke, ki bo reševala določen problem, ki jim ga mi določimo. Se pravi, to spodbuja eksperimentiranje, oblikovanje in pa kritično mišljenje. Še en primer pa je recimo bionika, to pa je tipično povezovanje večjih področij, se pravi biologije s tehnologijo, kjer bodo učenci morali posnemati neko žival ali rastlino in nekaj, kar ona zelo dobro opravlja v naravi, nekako prenesti v nek tehnološki izdelek. Zdaj, za vse to ni potrebno neko predznanje, kot sem že omenila, temelji na raziskovanju, eksperimentiranju, skupaj z mentorjem pač poudarek je na tem, da se imate fajn, no. Ni tudi nekih pravilnih odgovorov, ti izdelki so lahko kakršnikoli, določeno bo samo kakšen tip izdelka. Tisti mesec morajo oddati. Zdaj, včasih bo kakšna slika izdelka, včasih bo poročilo, s katerim tudi potem učenci krepijo te veščine pisanja poročil, izražanja, mišljenja. Ali bo pa to včasih kak video. Zdaj, vsak mesec bo malo različno. Res pa je poudarek na tem, da sami iščejo rešitve in da se jim ne polaga rešenih problemov v roke, no. Zdaj, kaj pa dobi sama šola in pa mentor? Na šoli prvo kot prvo bodo učenci morali v prvi mesečni misiji narediti en ESA kotiček. To je, se pravi, kotiček, ki bo namenjen vesoljski tehnologiji. Malo bodo raziskali, kaj vse se dela, kateri poklici sodelujejo, kako se v Sloveniji to razvija. Lahko si tudi zadajo nek svoj projekt, naredijo kaki, ne vem, površje Lune, karkoli, no. Tako da tudi tu vam mi pošljemo kakšne materiale, plakate. Potem pridobite neko medšolsko sodelovanje,
se bodo učenci tudi spodbujeni k temu, da si medsebojno med klubi dajo kakšne izzive oziroma sodelujejo eni z drugimi. Vključeni ste seveda potem v en nacionalni projekt in je tudi na tem področju sodelovanje in pa možnost vključitve v ESA projekte, šolske medpredmetne projekte. V te se sicer lahko vključite tudi, če niste del šolskih vesoljskih klubov, ampak že z reševanjem mesečnih misij bodo ti izdelki na tej stopnji, da se jih lahko potem samo prijavi v te projekte. Potem sam mentor, kot sem že omenila, dobi vse pripravljeno od nas, dobi navodila, dobi delovne liste za učence, tudi ves material pošljemo na začetku meseca in pa našo pomoč s pisarne Esero ter dodatno še različne ideje za izvedbo dejavnosti pri pouku z učenci. Zdaj, mentor je lahko kdorkoli, ker res ni pomembno, ali ima kako predznanje ali ne. Ni potrebno znanje fizike, astronomije ali drugih takih povezanih področij. Potrebna je samo radovednost in pa motivacija za to, da se res nekako zlije z učenci, se z njimi ima fajn in z njimi raziskuje. No, to je naš cilj. Se pravi, da učitelj ni v vlogi učitelja, ampak samo mogoče še enega raziskovalca. Zdaj, za posamezen šolski klub načeloma želimo, da je vsaj 10 učencev in pa en mentor. Zdaj, prvo leto je lahko tudi kaj tam malo manj učencev. Je pa fajn, da jih je vsaj 10 že z vidika treniranja, sodelovanja, da se lahko tudi znotraj kluba oblikujejo kakšne ekipe. Je pa tudi razdeljeno po ravneh, se pravi 3 različne stopnje bodo. Eno je razredna stopnja, drugo je predmetna stopnja in pa potem srednja šola. In vse misije bodo prilagojene zahtevnosti teh stopenj. Zdaj, mesečne misije bodo imele enako tematiko za vse 3 stopnje, bo pa zahtevnost prilagojena. Tako da sodelujejo lahko učenci od 1. razreda pa vse do konca srednje šole. Je pa temu primerno pač prilagojeno. Prijava bo možna preko prijavnega obrazca. Zdaj, uradno bomo odprli prijave aprila, lahko pa se tudi že prej prijavite preko našega maila, se pravi na esero@csod.si, kamor lahko pošljete tudi vsa vaša vprašanja, če vas še karkoli zanima v zvezi z klubi, vam z veseljem odgovorimo in pa upamo, da se slišimo, vidimo naslednje šolsko leto. Tako, to je z moje strani vse. Najlepša hvala za poslušanje, pa lep dan. Nasvidenje.